Pozdravljeni v novem Q&A o uporabnosti ali pa primernosti AIQ metode za reševanje vaših kroničnih težav. Današnje vprašanje je: pozdravljeni, imava 3 sinove, oba izhajava iz alkoholičnih družin, očeta sta oba alkoholika. Oba sva imela vlogo nadomestnih partnerjev svojim mamam. Po začetnih letih intenzivnega soočanja z lastno preteklostjo in resnico o okolju, iz katerega sem izšel, ter nekaterih premikih, ki so se zgodili v mojem življenju, pa sem skupaj z ženo naletel na mrtvo točko, ko se je vse skupaj ustavilo. Nekateri vzorci pa so, kljub razumevanju vzroka in posledice, ostali. Dobro leto nazaj je žena našla, v narekovajih, AIQ metodo in začela z izvajanjem vaj pri Janezu Homšaku. Sam sem se ji pridružil dobrega pol leta nazaj. V tem času opažam, da so se začeli premiki. Počasi spreminjam sebe, okolje, v katerem sem, opažam tudi drugačen odziv, ki ga imajo ljudje name. Imel sem zelo veliko telesnih odzivov, avto kar naprej potrebuje popravilo, velikokrat sem kljub redni službi v zadnjem času brez denarja. Podzavest se upira spremembam. Tukaj vlada dan, da seveda ni nujno, da se sam podzavest upira spremembam, ampak tudi zavest, še posebej globlja zavest, ki je nekje neka mešanca med našo zavestno voljo in podzavestnimi vzorci, in ni nujno usklajena s tem, kar si zavestno želimo, in jo je ravno tako kot strah ali pa se ji upira sprememba, ker v bistvu ne ve, ali bo ta sprememba dobra ali slaba. In seveda potem deluje v skladu ali pa podobno kot podzavest. Najini sinovi so mi dober lakmusov papir oziroma zrcalo. Sploh srednji sin, ki je star 10 let, se zelo jezno, agresivno odziva na najini podzavest in okolje, ki ga ženo doma ustvarjava. Pokazatelj tega, da smo na pravi poti, je dejstvo, da se na najino tiho zadovoljstvo tudi on umirja. Na vas pa se obračam z vprašanjem o močenju postelje najmlajšega sina, ki je star 5 let. Čez poletje je že ostal suh čez noč, zadnje tedne pa ne več. Tudi sam sem imel kot otrok težave z močenjem postelja, ki je trajalo tja do 10. 11. leta. Danes si to razlagam s strahom, v katerem sem živel zaradi očetovega alkoholizma in prepirov, ki sta jih posledično imela z mamo. Sam imam še danes težave z nočnim uriniranjem, 2 do 3krat na noč moram na malo potrebo. Prvo vprašanje je: kakšna je vaša razlaga močenja postelje pri otroku, kjer bi moral glede na njegovo starost najbrž že vzpostaviti mehanizem zadrževanja urina? Pri AIQ-ju tukaj spet gledamo na stvari skozi stanje povezanosti med telesom in med zavestjo, in močjo vpliva telesa na zavest. Kot vsi vemo, po noči, ko spimo, se zavest ugasne oziroma gre v narekovajih spat. S tem, da seveda pol v drugi polovici noči, ko gremo v REM fazo spanca, smo v bolj ali manj globoki neki polzavesti, kjer zavest že deluje, ker ni v globokem spancu, tako kot v začetku noči, ne deluje pa do konca, se pravi, čuti, povečuje se vpliv stanja v notranjosti telesa, ni pa še vzpostavljeno zavedanje površine telesa. Se pravi, interocepcija deluje, propriocepcija še ne. In ravno tukaj leži vzrok težave, ker se pravi, če hočemo iti na stranišče po noči, se moramo najprej zbuditi. Kar pomeni, da mora biti vpliv telesa, in pod vplivom telesa tukaj mislim na vpliv vedno bolj polnega mehurja, dovolj močen, da predrami osrednji živčni sistem, da se zbudimo, oziroma da pridemo k zavesti, se vstanemo, gremo na stranišče, opravimo malo potrebo in se potem prazni, spet vrnemo nazaj v posteljo, kjer nadaljujemo s spancem, in to, če se zgodi enkrat na noč, je povsem normalno in potrebno stanje, ki kaže na normalno delujoč celoten sistem.
Če otrok moči posteljo, pomeni pa, da je kljub visokem pritisku v mehurju, kar pomeni, da je mehur že poln urina, in je pritisk toliko močen, da ga prostata več ne more zadržati v notranjosti telesa in popusti, da kljub tako močnem pritisku in močnim impulzom, ki bi morali iz mehurja ali pa iz tkiva okrog mehurja prihajati v osrednji živčni sistem otroka, bi se mogel le-ta predramiti iz spanca in iti na stranišče. Zdaj, ker se to ne zgodi, je upravičeno lahko domnevamo, da ima otrok močno senzorno amnezijo ali pa tudi celo senzorno odtujenost, kar pomeni, da kljub temu, da ima v telesu določeno stanje, ki bi moralo vzbuditi pozornost njegove zavesti in iti v dejanja, da bi to odpravil, se to ne zgodi. In seveda zaradi tega se pritisk v mehurju povečuje, hkrati pa je nezmožno, da se to olajša, ta pritisk izpusti ven iz telesa na stranišču, ampak se to potem prostata popusti in se ta urin izlije ven iz otrokovega telesa v postelji in s tem moči posteljo. Podobno se zgodi tudi recimo pri določenih stanjih, ko oseba ne more urinirati, lahko pride do močnega zatekanja zatečene prostate in podobno, in lahko pride do tako močnega stanja povišanega pritiska v mehurju, da oseba pade v nezavest in seveda potem, ko pade v nezavest, se ta kronična zakrčenost prostate ali pa preprečevanje izliva urina ugasne in človek se takrat v bistvu pomoči, ko je v nezavesti, pač kjerkoli že leži. In tukaj je situacija podobna. Se pravi, osnovna stvar, kako AIQ ureja močenje postelje pri otroku, je, da usmeri pozornost na stanje senzorno-motorne amnezije pri obeh starših. Ali pa pri staršu, ki najbolj vpliva na to, kakšen je otrok na splošno in seveda tudi kakšen je otrok zvečer oziroma na kakšen način otrok, v kakem okolju otrok spi. Ker senzorno-motorna amnezija v otroku se v bistvu prenese iz starša. Se pravi, višjo, ko ima starš senzorno-motorno amnezijo, višjo potem senzorno-motorno amnezijo razvije tudi otrok, predvsem zato tega, da je usklajen s staršem. Ker če ima starš visoko senzorno-motorno amnezijo, otrok pa nizko, potem drugače gledata na svet, drugače se vedeta, drugačne odzive imata na iste stvari in potem otrok ne dojema, starš ne dojema otroka, kot da je njegov in v bistvu nista usklajena, in če nisi usklajen z nekom, se ga odbija. Se pravi, če vi niste usklajeni, uigrani z nekom, imate manj privlačnosti, vam je on manj privlačen, ste pa vi manj privlačni njem. In seveda otrok si ne more privoščiti, da je neprivlačen za starša, ker je odvisen od starša in od tega, da starš je voljan poskrbeti za otroka. Torej je to, da starš imitira in ponotranji ustvari kopijo senzorno-motorne amnezije od starša, popolnoma logična evolucijska potreba, kar pa pomeni, da če ima starš visoko senzorno-motorno amnezijo, potem ima tudi otrok, hkrati pa seveda je spanec pri otroku tudi veliko bolj trden kot pri staršu, zdaj, ker odrasle osebe se učimo spati bolj, recimo manj trdno, zaradi tega, da se hitreje lahko zbudimo, če se zgodi kakšna težava. To ste verjetno že vsi opazili, da v določeni situaciji lahko prižgete luč v prostoru, hodite okrog ali pa počnete marsikaj, ropotate, pa otrok spi kot ubit. In seveda je potem držljaj, ki more priti, jakost držljaja, ki pride v možgane odrasle osebe, nižji in se potem on tudi zbudi, ko ima poln mehur, medtem ko v otroštvu se ni mogel. Zdaj, ker je ta problem močenja postelje takšen, da ga otrok sam ne more učinkovito urejevati, je po AIQ rešitev, da starša ali pa vsaj eden od njih
skozi učenje IQ-ja, izvajanje vaj, zmanjšuje jakost lastne senzorno-motorne amnezije in na osnovi tega potem seveda ima on nižjo senzorno-motorno amnezijo in ima potem lahko tudi otrok nižjo senzorno-motorno amnezijo, ker spet posnema starša. Druga stvar, ki se tukaj še zgodi, je pa ta, da lahko otrok da starš, ki ima nižjo senzorno-motorno amnezijo, opazi, da ustvarja in deluje v družinskem okolju, ki ima visok pritisk, visoko napetost. In ta visok pritisk in visoka napetost seveda vpliva tudi na to, da je otrok bolj stisnjen, bolj napet, bolj zakrčen, bolj trd. In seveda bolj, ko je zakrčen, bolj, ko je trd, slabše mu delujejo ledvice, ker ledvice so pač mehko, filtrirano, mehek organ, ki opravlja filtracijo v krvi vodotopnih snovi, ki jih potem skozi filtracijo spreminja v urin, ki ga potem spušča v mehur. In podobno kot vsak drug filter, pod večjim pritiskom, ko je filter, bolj je gost, bolj je stisnjen, manj je prostora, slabše deluje. In potem otrok, ko zvečer ali pa ponoči se dogajanje v družini umiri, ko se pritisk zniža, začne seveda otroku ledvice delati bolje kot čez dan in seveda se produkcija urina poveča, pride do tega, da je potrebno ponoči opraviti filtracije, ki bi jih lahko opravili tudi čez dan, in seveda se lahko pride do nadpovprečno velike količine urina, ki potem lahko sproži to, da prostata spusti in otrok pomoči posteljo. Recimo pri očetu, ki pa ima težave z pogostim nočnim uriniranjem, ker mora 2 do 3-krat na noč na malo potrebo, se dogaja pa identičen proces, samo oče ima močnejšo sposobnost zavedanja in je vpliv dogajanja na površini telesa in okoli njega višji, tako da se prej zbudi in potem lahko gre na stran. In ko starša z višjo čustveno zrelostjo in nižjo senzorno-motorno amnezijo bolj opazita, kaj vse ni v redu, kakšen je tlak v okolju in na kakšen način to vpliva na otroka in to spreminjata, otroku ledvice boljše delujejo že, ko je buden, in je potem seveda potreba po filtraciji krvi v nočnem ali pa med spanjem manjša in se potem po noči ustvarja tudi manj urina in je verjetnost, da pride do takšnega stanja manjša. Hkrati je pa tudi otrok bolj sproščen, kar pomeni, da ima manj napeto telo in potem držlaj za poln mehur pride v močnejši ali pa dovolj močni obliki v njegov srednji živčni sistem, da se zbudi. Ena od stvari, ki sem jo pa tudi še opazil pri takih primerih, je pa ta, da na otrokovo močenje postelje lahko vpliva tudi nezaupanje v domače okolje. Se pravi, če ne zaupa staršema, če starša v bistvu imata visoko nezaupanje, da prihaja do zlorab otroka, da je otroka strah doma in sploh se potem noče zbuditi, ker ga je strah se vstati, strah ga je iti po hodniku do kopalnice ali pa v takih primerih recimo tudi dostikrat hoče imeti, da so luči prižgane in podobno. In se mu upira hoditi po tem okolju, ker se ga boji, in potem je njegova želja ali pa potreba potem, da se ne zbudi, ker ga je strah tega, kaj se bo dogajalo, ko bo buden, dovolj velika, da lahko pride tudi do popuščanja ventila pri mehurju in s tem povezano tudi močenja postelje. Drugo vprašanje, ki je spet povezano s tem, je pa tudi, in kako si lahko pomagam sam, da spremenim vzorec nočnega odhajanja na malo potrebo. Nekaj o tem sem že povedal prej. Glavni problem pogostega nočnega odhajanja na malo potrebo je, da se ponoči bistveno zmanjša tlak ali pa pritisk, napetost v domačem okolju, pač ugasne se televizija, ugasnejo se luči, ugasne se zavest in torej ni dejanj, in seveda se vse skupaj umiri, ker na koncu je vsak, ko spi, bolj miren ali pa manj nemiren, ko je buden. In takrat se tlak v notranjosti trebušne votline pri taki osebi zniža,
ledvice dobijo več prostora in seveda filtracija poteka lažje ali pa bolj učinkovito kot čez dan. In seveda se potem ustvari nadpovprečno veliko urina, se pravi, čeprav recimo pijete čez dan več, hodite pol na malo potrebo ponoči bolj pogosto, kar kaže na to, da je povprečen tlak v vašem okolju, v katerem živite in delate, previsok. In zdaj z dvigom čustvene učinkovitosti, čustvene zrelosti in zniževanjem senzorno-motorne amnezije, kar je v bistvu namen učenja AIQ-ja, sploh pa učitelji višje stopnje, lahko postopoma dvignete svojo sposobnost, da že čez dan ali pa sploh popoldan ali zvečer zmanjšate napetost v okolju, v katerem ste, in v bistvu date ledvicam prostor, zmanjšate pritisk, da lahko začnejo bolj učinkovito upravljati filtracijo krvi in potem več urina odvedete že pred spanjem in imate seveda potem v spanju manjšo potrebo hoditi na stranišče in s tem se tudi količina ali pa uredi nočno odvajanje urina skozi malo potrebo. Če vam je to všeč, ali pa niti verjamem, da vam niti ni toliko všeč, ampak če vam je to, kar razlagam, koristno, lajkite, subscribite se na naš AIQ kanal, da boste bili pravočasno obveščeni o novih vsebinah. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.